Ja, je fant je vegan, vsekakor. Mislim, da ne bi mogla biti z nekom, ki pač je živali, ker je pač to cela življenjska filozofija. Ne bi mogla. Tudi to pač res cenim, da je tudi moja družina zdaj nekako se tako prehranjuje, tako da ja, fant vegan. Otroci, če se bodo kdaj zgodili, nikoli ne reci nikoli, če bi se kdaj zgodili, definitivno bi jih vzgajala v veganskem duhu, se pravi prehrana, način razmišljanja, nobene slabe vesti, nobene skrbi nimam glede tega. Mislim, da je v bistvu tudi kot nosečnica, ne, bi zelo oziroma bi nekako želela za vse mame, ki bi se odločale za to, da jih nekako, da naj se izobrazijo, naj pogledajo prijatelje, ki imajo veganske otroke, da to ni bav, ker tudi sama se spomnim, toliko nas v bistvu sperejo s temi informacijami, da tudi pri meni je bilo že, ko sem bila veganka, da kako bi mogla biti previdna, če bi pa še otroka imela. Ko se enkrat izobraziš, pa ko vidiš, da se da, oziroma ne samo, da se da je to optimalno, se mi zdi, da pač je to edini logičen korak, da če si boš ustvaril družino po veganska, kar je največ, kar lahko daš, kar se zdravja tiče in pogleda na svet, da jih pač vzgajaš v tem duhu. Ja, kot doktorica znanosti imam nekaj izkušenj z branjem in pisanjem člankov oziroma delom v laboratoriju, planiranjem raziskav, obdelavi rezultatov, diskusijah o različnih člankih in tako naprej, tako da lahko povem, ja, da oziroma sej to ni nič novega, se dejansko znanost zelo lahko kose s politiko in prehrana v bistvu je politika in dejansko se lahko dokaže v bistvu vse, kar hočeš. Izvedeš raziskavo, lahko jo že zdizajniraš tako, da bo res usmerjena v rezultat, ki ga ti hočeš dobiti. Če ga že ne bi dobil, je ogromno možnosti za manipulacijo s podatki, kar se statistike tiče, tako da se da, je veliko manevrskega prostora tam, da res dokažeš, kar želiš. Če dodamo zraven še fundinge z različnih strani, z različnih industrij, je jasno, da dejansko članek oziroma nekaj, kar je na članku, v bistvu ne pomeni še nič, oziroma tudi če je high impact oziroma zelo ugledna revija, pa zelo ugledni avtori, se ne moramo tam ustaviti. Je res treba razvijati kritično razmišljanje, kar je sicer umetnost, pride z izkušnjam. Mogoče je del tudi prirojen, ampak dejansko več, ko bereš, širše, ko gledaš, več, ko imaš izkušenj, lažje nekako prideš resnici do dna, po domače povedano, in je treba več stvari pogledati. Ne samo, kdo so bili avtori, ki je bilo objavljeno, ker pač garancija ni, da če je peer review oziroma članek, ki je pregledan strani strokovnjakov, to še ne pomeni, da je pač to sveta resnica, kar je bilo tam objavljeno. Tako da sploh, kadar so recimo raziskave vezane na neke produkte oziroma na neko industrijo ali pa na neko bolezen, ki je, vemo, povezana tudi z dobičkom. Bolnice služijo z operacijami, z zdravili oziroma farmacija zdravili, tako da je v interesu pač korporacij oziroma industrije, da so ljudje kronično bolni, ne da so zdravi. V bolnici so bolni ljudje, ni zdravilnica, nažalost. In takoj, ko je nekaj takega v igri, je v igri pristranskost in moraš biti umetnik oziroma res previden in pogledati, pač kaj je zadaj oziroma kam to pelje, kakšen je interes, kakšni so konflikti interesov, tako da več, ko bereš, nekako se mi zdi, da razvijaš ta občutek in mogoče, kar se tiče rastlinske prehrane, tam nekako smo malo bolj varni pred tem, ker pač ni profitna. Kot sem že na začetku menila, pač sem strastna športnica, voda, res je ljubših elementov, morje, gore. Sem tudi inštruktorica na joge, pilatesa in nekako skušam zdaj te svoje strasti združiti in podeliti z ostalimi, pa ne samo pač z vegani, ampak z vsem, predvsem z namenom pokazati mogoče ostalim, ki niso še na rastlinski prehrani, da se da početi toliko različnih stvari in biti toliko aktiven vsak dan, ni važno, si v Sloveniji ali v odročnih krajih, da si nekako svojim partnerjem želiva oziroma sva že uspela izvesti eno delavnico surfanja podprtega z rastlinsko prehrano, ker pač verjameva, da je to optimalno in za regeneracijo in za v bistvu samo učenje tega športa,
za pridobivanje oziroma biti v trenutku, če želiš biti pač v trenutku in doživeti čim več in v tej polnosti se mi zdi, da je idealna pač rastlinska prehrana za bistro glavo, za zdravo telo. Potem oba sva pač fant je kondicijski trener, sama imam pač izkušnje s pilatesom, jogo, tako da dodajava potem to svojo delavnico tudi učenje pravilnega gibanja, raztezanje, malo tudi znanstvenih stališč, mogoče tudi včasih tudi biopsihološki vodik, v katerem sem zdaj mečkam več. Tako da ja, se zadnje leta zelo oziroma se trudim malo bolj angažirati in skušati to najino potovanje podeliti z ostalimi oziroma povabiti ljudi, ki bi jih to zanimali, na te kratke izlete, take zelo holistično naravnane, podprte tudi znanostjo oziroma predvsem z namenom združiti ljudi, ki jih zanima bolj zdrav način življenja in biti mogoče boljši človek oziroma bolj človeški skozi šport in surfanje je en tak šport, ki te res, bom rekla, čeprav je na vodi, prizemlji, pripelje v trenutek, razširi obzorja, pokaže tvoje šibkosti, tvoje močnejše točke in da to zraven dopolniš še s prehrano, ki bi to nekako še promovirala oziroma pripravlja tvoje telo na res bogato izkušnjo, zato so nekako zdaj zasnovala te surfersko-gibalne rastlinska prehrana delavnice, ki jih želiva pač delati tudi prihodnje, tako da dobrodošli oziroma vabljeni vsi. Kje me lahko najdete oziroma naj lahko najdete, saj kar se tiče delavnice, verjetno najlažje na osebnih profilih Tina Tinkara Peternelj na Facebooku oziroma Jernejeve strani ali Jernej Rakovček ali pa še boljše Učenje oceana. Ime nosi po njegovi knjigi o učenju oceana, tako da nekje na teh straneh bova gradila oziroma promovirala potem tudi najin dogodek in delavnice. Za zaključek bi želela samo vse nas opomniti, da skušajmo se čim bolj usmerjati v naša čustva, manj živeti v glavi in res probati vsako stvar začutiti, biti prisotni, se vprašati, recimo iz kje je naša hrana prišla, kako se počutimo ob tej hrani, kaj želimo pustiti za sabo, kaj želimo sporočiti svetu, kaj želimo storiti zase in mislim, da bo prehod na cruelty free oziroma human način življenja veliko lažji in pravzaprav logičen. Ja, ok. Tle bi sem še nekaj dodala, ker imam teto, ki je zdravnica, ki je en let nazaj šla na veganstvo, pa homeopatijanja je pa tako uspešna, zdravnica, preljubljena, zdaj se čisto homeopatijo ukvarja. In ona en let nazaj pa šla na rastlinsko prehrano, prebrala vse knjige, navdušena in ona ne more verjeti, da je toliko časa rabila. Ampak je šla na to pot že prek homeopatije in jih ne hodijo zdravniki in vsem bo zdaj povedalo o rastlinski prehrani, ampak se mi zdi, večje, ko imaš ti tule, bolj si zaprt za spremembe, bolj si mogoče aroganten, po domače povedan, in če ti lapaš, da je mlek dober, tako Kanada recimo, da je mlek najboljši, pa da promoviraš proteini.si, pa to bo že, če ne drugega čudo ni spadalo, da bi zdaj demantiral vse, kar si 20 let govoril, pa naredil ta preobrat, ker vest, se mi zdi tle, da se njim gre bolj za, mislim, ali je ego ali kakorkoli, ampak ja, mogoče bi to jih vprašala, da mi ni jasno, pač, ne sem, da jim ni mar, ampak da kako lahko ignorirajo vse te dokaze, ki se res kopičijo glede rastlinske prehrane, in da tudi etično gledano vsa ta travma, ves ta stres, ker so že raziskave, ki kažejo na to, koliko je stresa v teh truplih, in da to pač mi pokasiramo.